Vsi avtorji uporabljajo rokopise in kronike, s pomočjo katerih opisujejo dogajanje. Med njimi je Koteis, ki je svoje besedilo napisal v celoti na podlagi rokopisov meščanov Splita. Poleg njih imel tudi pripovedi ljudi, na primer Bitka pri Marici, in svoja lastna opažanja. Prav tako so avtorji uporabljali literarna dela tistega časa, nekaterim jim pripaduje Dekameron, preko katerega analizirajo družbeno stanje. Velikokrat so omenjena dela klerikov in učenjakov. Benediktov ima številne vere, pisma, svetopismo, pričevanja vojakov iz prve vojne in učenjaki. Medtem ko se cilj osredotoča na Italijo, kjer analizira številne vere v duhovščini in meščanstva. Ravenčič se v prvem delu osredotoči na Evropo in stanje prikaže z zapisi notarjev in mest. Pove, da je tema zelo slabo raziskana. Izjema je Dubrovnik, kjer obstajajo zapisi in srbski prispevki. Vsi avtorji se v določeni meri upirajo na komisije in raziskovanja iz sodobnega časa, kateri primerjajo s srednjim vekom. Virov, ki se nanaša na Balkan, je malo, oziroma še niso raziskani. Izjema je Dalmacija, kjer je tradicija mest in uprave ostala in s tem tudi zapisovanje. Medtem je v notranjosti polotoka virov malo, morda so samo med kralji, visokim klerom in plemstvom. Med branjem sem naletel samo na omembe obalnih mest, kot so Dubrovnik in Split. Medtem ko mesta v notranjosti ni v besedilih, ampak se omenjajo večja območja. Obstaja velika razlika tako v razpoložljivih, raziskanih in dostopnih virih na Balkanu.